Čarobnice in čarobniki, želim vam dobro jutro in čaroben dan. Evo, pa smo spet skupaj in spet so neke pogruntavščine priletele v bučo, neki nam pokažejo ljudje in ko pravijo, pa saj se nič ne dogaja. Stari moj, kaj tacga, kar zdaj vidimo, se ni dogajalo verjetno še nikoli v zgodovini. Pa se bom zdaj dotaknil najbolj bistvene stvari, ki je za moje pojme spet en pomemben odpirač v širjenju zavesti spoznanja tega sveta. Mi smo se pogovarjali o tem, da je bilo treba spremenjati sebe in tako smo bili čudni za neke druge ljudi, ne? In mi smo pogruntali, da ni z nami nič narobe, vendar ti drugi ljudje zelo močno vplivajo na nas in nam nižajo naš v bistvu osnovni potencial, to, kar v nas je. Ta božja prisotnost, ta ljubezen, tisto, kar si želimo, mir, ljubezen, svobodo, spoštovanje, sobivanje in sodelovanje ter kreiranje. Še bi jih lahko našteval. Ta okolica je vedno delovala pod pretvezo. Mi smo se naučili, smo rekli, to so narcisi, delajo nekaj, govorijo nekaj drugega, ves čas se skrivajo pod svojimi raznoraznimi maskami, ki so jih nadevali po potrebi, ne? No in čas potuje, ne? Čas gre naprej. In mi smo te maske začeli prepoznavati in zdaj so oni pogruntali, da nima več smisla karkoli vlagati energijo v svoje maske in so nam začeli kar v ksih kazati in dejansko z besedami povedati, ne maramo vas, na drugi strani smo, mi vas sovražimo, tako da veste, v ksih. To so nam povedali, sami ste se znašli zagotovo, ko ste dali kakšen zapis, pa ste dobili kozlarijo nazaj, pa ste rekli, ma kaj s tem, zdaj moram jaz dopovedati nekaj, pa ne razumeš, ne bom ti jaz dopovedal. Nismo mi njim mogli dopovedati, da naj nas imajo radi, če pa nas znotraj sebe že ves ta čas sovražijo, dobesedno sovražijo. In mržnja je na tem svetu razpredena k 100 mater, res. Recimo tale komad, ki ga imamo v ozadju, listen to the music all the time, poslušaj glasbo ves čas. Ja, vendar kakšno glasbo o ljubezni ali glasbo o mržnji? Ta svet je zdaj mogoče, bom se mičken religiozno dotaknil. Judje sovražijo kristijane, ne, a je to tako, ali kdo zdaj koga sovraži, sej ne bom se pretirano, ampak imamo religije, ki so nastrojene proti ljudem, že kdaj so nam v ksiht to povedali, pa smo nekako probali jih razumeti, da to pa ni čizglih tako. Pa se ljudje ne morejo sovražiti ljudi, a ne? No in mi smo valjda ipak prišli do točke, da rečemo, pa dobro, pa če so nam povedali, pa če ste nam povedali, pa pol pa ne tako bo, pa nas vi sovražite še naprej. Zanimivo je, da so oni prestrašeni, ustrahujejo, pa skalaja, ne grize in oni samostojno moči nimajo. Oni vnašajo nemir in sovraštvo v svojo okolico in uspelo jim je do neke mere, da smo pravzaprav drugega začeli grdo gledati, ne? Pa ni to čizglih res. Mi ljudje srčni, bom rekel, ti, ki še gojimo moralo, etiko in imamo še povezavo z esenco, zagotovo ne širimo mržnje, niti v zadnjem času ta mržnja na nas ne dela. Ustrahovanje na nas nima vpliva in zaradi tega oni zdaj kar kažejo na polno žogo in kot smo rekli, pokazali se nam bodo v celem svojem biti in ne zdržijo več kozlanja po drugih, ne? Skratka, mi srčni pa še
imamo željo po ljubezni in miru, spoštovanju in vsemu temu, kar pritiče zraven. Hotel sem reči, da je ta svet zelo močno vcepil v množice mržnjo. In če je mogoče to narediti bilo, imamo mi tudi kontra moč. Torej, da v ta svet urinemo mir in ljubezen in moramo jo navkljub vsem obtožbam in vsej mržnji, ki jo premore okolica, politika, religije, konc koncu, kakšen velik procent medicine se je izkazal, da v bistvu resnično sovraži ta svet, piči se. Zdaj recimo padajo obtožbe, cepljeni zdaj so kar na glas začeli, ti kasne cepljen, so vsega kriv. Ni važno, koliko imaš ti velik kladu v rokah, ti zdrave kmečke pameti v neumnost ne moš ubiti, ucepati. Cepljeni so, sem žal z neumnostjo, ker ZKP se jih ne prime. Nič hudega. Mi moramo deliti mir. Mi smo rekli, dali jim bomo njihov mir. In čeprav so tako radi govorili, mi smo za mir, mi smo za združevanje. Tukaj gor, lažnivci, prokleti, prevarantski. Zdaj boste rekli, Turšič, zdaj govoriš o miru, zdaj pa jih pa že preklinjaš. Keč je v tem, da mi jih moramo dati na distanco, obvezno, tam. Obvezno, tam bodi in dokler ne boš dobil tendence, da bi se rad spremenil in živel v miru, z mano nimaš hoditi kaj. In dajte se zavedati, da vsak njihov stik z nami je nam toksičen. Res se moramo tega zavedati in obvezno distancirati. Zdaj, jaz sem pri sebi že stvari definiral, jaz lahko mu ksiht človeku povem, oziroma v svojo prisotnostjo mu lahko povem, da tukaj pa danes zate ne bo energijske večerice, kot si mogoče jo še leta nazaj imel. Zdaj te stvari jasno povemo. Ampak hočem reči, mi smo za mir in moč, ki jo prenašamo v sebi, s svojo pristnostjo, svojo pristno biti, s prisotnostjo ljubezni in miru. Mi imamo vpliv na mnogo več, kot si lahko predstavljamo. Zdaj, mislim, če pogledam sebe, vem, da to zagotovo drži. Pa boste rekli, zato, ker si na televiziji. Niti ne. Dovolj bi bilo, da bi sam hodil in samo bil. In to je tisto, kar se od nas res zahteva in vas spodbujam, ka strela marela. Oni nimajo biti kaj, mi pa imamo biti nekaj, tisto, kar v nas bije in smo. Ampak zunanjost nas je delala drugačne, kot smo. Ni nam dovolila biti to, kar smo, ker smo bili predmet posmeha in poniževanja in zatiranja. Zdaj pa vemo, da to sem njihov pristop in da v bistvu v nas raste tisto pravo. In ne glede na kozlarije, ki jih polivajo na nas, to na nas ne vpliva več. Mislim, jaz sem zdaj, če se javno izpostaviš, moraš biti kar pripravljen, da bo greznica začela letati po tebi. Jasno, itak, sem vprašanje časa je bilo. No, zdaj so me najdli tale izbor Facebook idiotizmov, ta je res majmunski pristop, vse kar je z njegovega profila zlivanje greznice po drugih. Niti enega segmenta upanja ali pa pozitivizma ni nalil. In to nam dokazuje, da ta človek ali pa ekipa v bistvu so na drugi strani našega brega. In jaz njemu pišem, stari moj, pa kaj ga pa ti serješ? Mislim, kaj se pa greš? In on pravi, itak ste debili in tako naprej. Sem rekel, ampak veš kaj, mi dva pa res zgleda nismo na istem bregu, a ne? In on pravi, očitno, majmun, kaj še nis pogruntov, Turšič, debil, da nismo na istem bregu. In nič narobe, sam da vemo, sam da razumemo, da resnično gre za dva bregova. Pa boste rekli, zdaj pa se greš spet dualnost in delitve. Absolutno, nujno
kar se mene tiče, je delitev na nas, ljudi, in na tiste, ki so proti nam, nujno potrebna. Do zdaj so to igrali, prikrivali, skrivali preko laži in podmuklo, zdaj pa prihaja na plano, da v bistvu se ne skrivajo več. In to je tisto, kaj smo rekli, da nam bo dano videti. Ne? In oni se ne skrivajo. Čemu bi se mi? Halo? Zakaj bi mi sebe držali nazaj? Gasa, tak sem in tak bom in bom samo še močnejši. In vsak je sam, ko vstane sam. Jaz sem vam razlagal, samota je nujen proces, osamitev, torej, da začneš prepoznavati samega sebe, da niso ta druga mnenja. Turšič, ti si neumen, pa Turšič, pa kašna ravna zemlja, no. Pa dej ti antivakser blesov, ne. Ali pa ti idiot, zdaj boš pa ti razlagal, da je pa v hostijah pa bil adrenokromno. A dej, no, ne veš. Ampak mi imamo možnost logičnega razmišljanja. Mi ne potrebujemo za vsako stvar linka, dokazov in ne vem kaj. Jaz lahko sem logično začnem razmišljati, da so logične povezave, to je vse, kar rabimo, pa se pogovarjamo o zdravi kmečki, zdravi kekčevi, zdravi karpanovi pameti, ki nam dovoljuje seštevati pikice med sabo. Vendar spomnite se, ko ste v življenju kaj seštevali, so vam rekli, dej, ti in tvoje te teorije zarote, ti tudi sem vidiš neko zaroto. A veste, kako so oni kolektivno držali skupaj svojo podlo igro? In kakšen velik procent je teh ljudi, ki so držali svojo negativno spiko. In zdaj mnogo odnosov, bom rekel kar odnosov je na točki preloma, kjer ne bo mogoče pelati naprej negativc in pozitivc, zaradi tega, ker negativc skrivati več ne more, da je negativen. Ne more, ne zna, noče. In po drugi strani mi pa vidimo. Mislim, meni se zdi res noro, ne? In zdaj vas malo probam spodbuditi, da bodite pozorni. Pa, ko štartajo in bomo probali, vsaj jaz za zihar, jih bom probal še malo spodbuditi. A ne? Jaz jih bom kar vprašal, stari. Ampak ti mene ne maraš, a ne? Ne, da sem neumen, ti mene ne maraš, stari. Pa celo drugače, ti mene sovražaš pravzaprav, a ne? In dobili boste odgovor, verjetno zdaj pa že kar resničen. Ja, sovražijo nas. In zavedajte se, da stvar bo še eskalirala do točke, ko bodo ugotovili, da brez nas pa oni vendarle ne morejo živeti in preživeti. Sicer čemu bi nam lagali, ne? Pa bi oni kar svojo pelali, pa bi bilo. Pa ne gre. In oni nas potrebujejo, mi njih pa ne. In zaradi tega lahko njih pustimo zadaj. Oni pa žal nas ne bi pustili, ampak vidijo, da enostavno nimajo več vzvodov. Jaz sem vam enkrat pred časom že rekel, pa bom zdaj ponovil. Ko bodo oni ugotovili, da je za njih game over, ko bodo ugotovili, da mi vsak v sebi prebujamo moč, ne, ko ugotovijo, ker v mojem primeru so stvari že kar precej jasne, ko ugotovijo, da vas nimajo več pod kontrolo, da pravzaprav so prepoznani, da sami v sebi veste, kakšno moč imate, kaj se greste in kam letite, v tistem momentu bodo ti pritlikavci, kot v Gulliverjevem potovanju, ti liliputanci, njemu so zaželeli srečo in so mu pomagali, da je šel kamor paše. Torej, če si predstavljamo, do zdaj so tolkli po nas, mi smo se nekako iz tega izpeljali ven, zdaj, ko vidijo, da nimajo več možnosti nas držati nazaj, nam bodo pravzaprav zaželeli srečno pot. Ne? To drži. Niso oni so zgubili boj. Zdaj predali smo rekli, se ne bodo prav zlahka, sej to ne bo jutri, ampak v odnosu okolice, dajte biti pozorni, boste videli, da vam pravzaprav že prvoščijo, pejt, s tabo si tak nimam več kaj pomagati. Ne? Oni opažajo, vsaj v mojem okolju,
od mene nimajo več nič, kar jim ne dam. Tudi v vašem okolju nimajo od vas nič več. In predstavljate si, kakšna količina ljudi, oseb od vas nima energije, ki bi jo lahko ukradla. Se pa morate zavedati, da energije imamo mnogo in s to energijo mi lahko planet preplavimo z ljubeznijo in moramo ga. In to je tisto, kar imenujemo preporod. Zdaj v tej, ali pa dvig, ali pa prebujenje, ali kakorkoli, zdaj v tem segmentu mnogo ljudi še vedno dvomi. Vidim, krasni so že zapisi nekaterih ljudi, pol pa pride neka negativna, v Izraelu pobijajo otroke, ovo. Pa dragi moji, pa noben od nas ni bil dol, pa noben od nas zares ne ve, kaj je res. Se spomnite Bergamo, čista režija, se spomnite Ukrajine, čista režija, se spomnite številk, čista režija, govorim COVID. In jaz ne verjamem, da je dol pokol otrok. Jaz to ne verjamem. Zdaj, a lahko trdim, da to ni res? Pa seveda, valjda ne. In nimam dokazov, ampak bemtiš verjamem pa žal vsem tem medijem ne. Skratka, hočem reči, mnogo ljudi še vedno dvomi, pa jesen bo, pa zdaj bo obvezno cepljenje, pa zdaj nas bodo pritisnili tam in tam. Bi, ustrahujejo še, kaj vse oni bi, pobili bi nas, pa ne gre to čisto glihko. Ampak ne bo, nič od tega. Zaradi tega vam želim dati upanje, pravzaprav eno vero, da bo vse v redu, vse se odvija v svoje najvišje dobro. Tudi če ste ostali brez službe, če ste se mogli ločiti od partnerja, če ste zboleli, v vsakem primeru se to mora dogajati, zaradi tega, ker vsak izmed nas je pravzaprav položen na potko, ki jo mora prehoditi. Bog je naš potovalni agent, nam je že vse zrihtal. Mi moramo v tem življenju samo potovati in se prepuščati stvarem, kadar pa ne gremo v pravo smer, takrat nas pa on tudi malo prestavi, kamularijo, a zastopaš mulci, neke, zdaj morate iti sem, smo se zmenili, tam imate rezervacijo, ne tam, v tem kontekstu. Hočem reči, vse se dogaja tako, kot se mora in treba je planu univerzalnemu zaupati. Nikakor pa ne smemo zaupati temu, kar so nam tumbali. Ne, zaupaj stroki, zaupaj religiji, zaupaj temu in zaupaj onemu. Te stvari pa žal ne grejo več, ker smo bili izdani na vseh nivojih. In tako je bilo zaznati, koliko mržnje vsebuje, bom rekel, ne vsi medicinci in doktori, ne, ker to bi bila debela laž. Ampak kako veliko število ljudi z medicinske stroke pravzaprav ljudi sovraži. Ne? In to je bil velik klan, velik kult, ki ima korenine daleč nazaj. Ne bom v letih, ker ne vem, nisem bil prisoten. Jasno mi je samo to, da mržnja ni od včeraj. Zdaj sovražijo nas, pa se boste rekli, pa čemu? Pa zaradi tega, ker mi imamo, oni pa ne. Kaj imamo? Čustva. Imamo možnost začutiti ljubezen, imamo možnost razmišljati, imamo možnost svobodne volje. Oni ne morejo razmišljati, sicer bi jim dal človek 5 dejstev, pa bi razmislili, pa bi imeli zaključek. Pa ne gre to tako, ne? Se je videti, nič jim ne gre. Njim more znanost povedati, televizija jim more povedati, Janez jim more povedati, Janšatov, jaz sem bil na teh shodih, dragi moji, kakaj je to včereja, in če zdrav to ne pregovta, jaz sem že takrat debelo gledal, se kuma, kaj tem ljudem, ozvočeval sem, bil sem službeno tam. Skratka, ne morejo razmišljati, ne morejo ljubiti. Nikoli strani narcisa niste bili ljubljeni, bili ste izkoriščeni in vse iz njegove strani narcisove je bila vedno igra, farsa. On je rabil vašo energijo, ne? In oni nimajo ljubezni in oni nam to zavidajo. Oni nas zaradi tega sovražijo.
In narcizem je v tako velikem procentu, da je nov svetovni red računal, da samo še malo pahnejo, pa so oni čist na vrh in imajo vse pod kontrolo. To je tudi plan strašnih Masonov, strašni zapisi ven prihajajo o tem, kako so oni splanirali ta prevzem sveta pod eno vlado, kako bi nas imeli vse v bistvu res v zaporu strani enega organa, whatsoever. Zdaj ušli smo jim in še enkrat zavedimo se svoje velikanske moči. Nas je po številu prebojenih zvezdnih semen, lightworkerjev, kakorkoli, lahko zelo malo, ampak moč, ki jo imamo, je pa velikanska in vpliva pravzaprav na cel planet. Vi ne veste, da mogoče da ta vaš biti dviguje vibracijo, da Schumannovo resonanco verjetno mi ustvarjamo, ne, s svojim pristnim biti. In ja, mir, ljubezen, ampak tudi odločnost. Čutiš v komadu, mi smo bojevniki, mi nismo punčke zaljubljene. Ja, duša je 14-letnica naivna, ampak znotraj nas mora biti odločnost. In tole ne, tle je meja, tole jaz ne dam, se ne grem in ne boš. Zdaj, postaviti mejo je bila ta dušni evolucijski namen. Da mi znamo postaviti mejo. Do zdaj smo zmeri samo rekli, ok, sam da bo mir. Ja, bom zrihtal, pred bom, sam da bo mir. Nikoli to ni se zgodilo, mir že ne. Zmeri smo drugim dajali prioritete, vmesto da bi sebe dali na prvo mesto. Ne? No in ja, sej že znamo. Skratka, mir, ljubezen, ja, drži, v samoti boste najdli sami sebe, 1000-krat sem že povedal, če se boste prizemljili, zelo pomaga, tudi v hladnih mesecih, in pa seveda stoična drža in jasna beseda ne. Tako? Lej, in to je en tak zapis, nekateri ljudje v tebi bodo videli dobro, nekateri ljudje bodo v tebi videli slabo, toda najbolj pomembno je, kar v sebi vidiš ti. Prvi del lahko postaneš ponosen, lahko je tudi to, kar ti rečejo, kako si ti fejst, je lahko to laž, ne? Jaz sem se srečal s temi stvarmi, odkar sem se javno izpostavil. Matej, kako si ti fejst, jaz sem tudi tako duhoven ali pa duhovna, tako kot ti, veš, pa to super, to bomo. Alo, majstore, skonto, da ne gre tako, da ene stvari so debela laž in zavarancija. Predvsem nima ta zadeva kontinuitete in znamo začutiti, da nima globine. Zdaj nekateri ljudje bodo v tebi videli slabo. Ja, valjda v nas vidijo sovražnika, nam zavidajo to, kar, mi nismo sovražniki, da ne bo pomote. Oni samo nas ne marajo. Sam to je, mi njim nismo, nevarni smo njihovi igri, če jih prepoznamo. Ja, seveda, zaradi tega nas ne marajo. Ampak oni nas vedno iščejo napako in jo iz nje naredijo, iz tega muha naredijo slona in to obelodanijo vsej širnem vesolju in družbi in naokrog. Pravzaprav, če pa ne najdejo, nič si pa kar kaj izmislijo. Ampak nič ne de, zaradi tega, ker jaz točno vem, kako jaz sebe vidim. Jaz vem, kdo sem in ne, da sem ponosen. Jaz sam sebe sem vzljubil, sem vam rad. Objel sem svojo notranjo moč in jo objemam in spoštujem in zame je ona na prvem mestu. Okay. No, tako da čuvajte se, kaj se zdaj kar nekaj zastopaš. Ljudje so takšni in drugačni, meni je krasno, ker pa se združujemo že pravi ljudje in vidite in vidimo drug v drugmu prave lepote in vrednote. Ne, ja, prav res. Glasba je mene dostikrat potegnila v ospredje, krasna slikca se mi zdi čisto enostavna. Glasba. Mnogo vam jo narinem, večkrat sem vam rekel, poiščite pravo glasbo. V veliko pomoč vam bo aplikacija DEEZR, ki je sicer plačljiva, ampak to je zame zdravilo in to zdravilo je zame tako kvalitetno, da ga z veseljem z vami delim in vsa glasba, ki jo imamo, je prek Deezera. YouTube vam ne bo dal ne kvalitete, ne prave izbere, ne pravih komadov. Zelo težko je prek YouTubea, ne? Deezer pa ja.
Skratka, glasba me je večkrat rešila, mnoge je seveda, če je glasba zdravilna, se pa že zavedamo, da je lahko tudi strupena in večji del radijskih postaj nam skuša uriniti negativo, slabo, strupeno glasbo, zato če drugega ne ugasnete jo, samo da vam ne šumi po glavi neumnost. Ja, mnogo ljudi zdaj se je znašlo točno v tej situaciji, na katero je opozoril Aurelius, da omogočaš nepravičnosti, da se razpreda na način, da ne reagiraš in dopuščaš, da se to dogaja. Zdaj mi ne moramo biti sodniki za druge, a ne? Je pa prav, da nas stvari opozarjamo, ne glede na to, da smo nas so skušali zaustaviti s tem, da so se nam posmehovali. Debil, kada misliš, da pa doktori nas mislijo pa ubiti s cepivi, debil, ti nas boš vse okužil s svojim covidom. A veš, poznate ta pristop, posmeh je bila njihova filozofija, ustrahovanje, če se ne boš cepil, te pa ne boš šel nikamor. Da, neka bedarija. Pa nič niso pol oni dejansko reagirali, nobenega niso pretepli, nobenega niso zaprli. Zaradi tega ne vem, čemu bi se bal človek na glas povedati, vendar biti tiho, ko gre za ranljive skupine, za otroke in za starejše, ki so jih dejansko umorili, in otroke zaradi adrenokroma, starejše pa zaradi tega, ker so strošek. A veste, to ni zajebancija, to so genocidi, In folk molči, kaj me pa to briga. Marička, ne moš verjeti. In mi smo rekli, da bomo spustili njihov svet in svetova se ločujeta, de facto ločujeta. Laž, nepravičnost, hinavščina, prikritost na eno stran in na drugo pravica, resnica, svetloba in ljubezen, mir in svoboda. Na drugo smer z veliko mero poguma in stoičnosti, za razliko od primitivcev, ki so polni strahu. Ne zavedate se, koliko strahu je v njih. Sicer se ne bi tako organizirali, sicer bi znali sami hoditi, pa si ne upajo oni tu v gost prespati sami, ker so presrani, tako da veste. Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not part of your destiny. Spustiti ljudi zadej pomeni, da prideš do spoznanja, da nekateri ljudje so del tvoje zgodovine, del tvojega življenja, nikakor pa niso del tvoje prihodnosti. Mi smo rekli hvaležnost. Kako ne bom hvaležen do nekoga, ki pa pravzaprav me je z lažjo, s prevaro, z nategom obdeloval? Lahko rečemo hvala za spoznanje, ker predtem jaz tega nisem vedel, dokler se niste tako pokazali. In jaz sem se resnično zahvalil vsem in vsakemu, ker vsak mi je nekaj dodal, da sem lahko sestavil celoto. A imam za to link? Ne, nimam ga, imam pa tle noter jasno definirano. Na slikci vidite valjda dve punčki. Če pa takole malo zamižite, pa boste videli, da je ta punčka leva, bela, pravzaprav postane en velik obraz. Subliminalna sporočila, magija, Tam subliminalno sporočilo mojih oddaj je tudi vedno zadej. Mir, ljubezen in glasba. Evo ga, pomerjanje. Ja, to je tudi, jaz imam tudi subliminalna sporočila. Sam nisem vedel, da so. To so se še lepo izkazalo, pa sem rekel, če pa tako, pa kar ne bo. Skratka, subliminalna sporočila na vseh nivojih, zanj smo imeli tisto obej, ko so ljudje postavljeni na ulici, pa če tako pogledaš, vidiš, da piše ubogaj, obej, po angleško. No, tle pa gre pa za obraz, a vidiš, kako nas znajo, ampak podzavest to goltne, zavest pa ne. In enako je z glasbo. Glasba, ki jo dobite z radijskih postaj, vam pusti v podzavesti negativo, mržnjo. Jaz sem en komad tiskal, ga ne najdem, ki poje Make Hate Not War, pa je tako lep komadič, poje ustvari sovraštvo, pa niti vojne ne rabiš.
In sovraštvo je prežeto na tem planetu do bolanga. Proti utež moramo narediti, kako že kontrabalans moramo narediti, če je toliko sovraštva, bomo mi pa napumpali malo več ljubezni, ne? Your mind, naš je bojno polje in bodi komandir tega, komandir, ne pa vojak na tem polju, ne? Torej z našim mi upravljamo, ne sme upravljati nas. Mi moramo z distance gledati, katere misli letijo in ko pride misel, hop, pa jo ujameš na list papirja, čak, pa jo imaš, ne? Naše misli ne generiramo mi, lahko povezujemo pike med sabo, pa pride spoznanje, ampak spoznanje je po mojem zunanja stvar, no. Bom zakompliciral, bom razdelil, pa vam bom razložil. Velik človek je težak sam zase, nizkotni, primitivni in ljudje pa so težki za okolico. Ja, so, ne, izčrpljujoči so, ne, sam sebe prerastati, pa je seveda težko delo na sebi. Ja, absolutno je težko. Mislim, težko je toliko časa, dok ne pogruntaš, da je super simpel, ne, dokaj, kad se ni nič dosti boril. In evo, to je tako, kad sem rekel, vse je laž in nimam fucking linka za to, je prav, primitivci eni. Kje imaš pa dokaz? Nabijam vam ga na kramp, ne, ni dokaza, imam jaz dost velik dokaz, da si lažnivc, to pa imam, jaz velik dokaz. Me lahko se vprašava, ali se ljubimo, ali se sovražimo, povej kaj lepega iz svojih, napiši kaj lepega iz sebe, ajde, napiši 2 stavka iz sebe in da bi ga podelil temu svetu. Ne znajo, nimajo, ne morajo, ker nimajo. Vse, kar je, so kopirni stroji. No, in they don't like it. Ni mu všeč, kadar najdemo in prepoznamo, kdo oni so. In to je tisti moment, ko se obrnejo proti vam in mi smo na tej točki zdaj, ko sem rekel, da se ne skrivajo iskreno, neiskreno, kar javno povejo, da nas ne marajo, da nas sovražijo in to je ta moment, ko smo prepoznali, kdo so. Ok? Ampak nič hudega. Mi vemo, da to ni naš problem, da to je v njih noter in žal, ne moramo pomagati, ne. Bomo jim pomagali, absolutno, mi smo vsi tle in bomo ostali tukaj tudi za njih, ko bodo se odločili, da želijo prestopati na pravo stran, delati prav za sebe in za celotno zemljo oziroma ljudi na zemlji, do takrat pa obvezna distanca. Zbudite v sebi svojo moč, kaj pa je, ne? Dajte priti do točke preloma, ko rečete, dosti je, zdaj pa dosti, zdaj pa banda prokleta, zdaj pa res ste vi ste banda, ti. Kar dajte vse razpištoliti, postaviti jasne meje, stoično držo in zaznati, da je svet prečudovito popotovanje. Prav res je. In kadar boste zapeli te prave konje, takrat se vam bodo začele stvari odpirati ena za drugo in lahkotno bo vse skupaj. Držite se, uživajte, ljubljeni z vseh strani in počuvani. Sem sledite in temu, kaj imate radi, ker tam notar je že vse prav. Ajde, čau!